Spoštovani in dobrodošli nazaj na našem seminarju. S kolegom Denisom Bakzabehi ste že govorili o pristojnosti in jaz tudi bi nadaljeval s isto temo, so seveda različnimi primeri. Bomo imeli druge primeri in pa boste videli, boste razumeli, kako lahko uporabimo spore majhne vrednosti v EU in kaj gre za pristojnosti. Prvi primer, ko imamo tu, dejansko stanje, kaj je zgodilo. Sala de Arte SL je špansko podjetje s sedežem v Valenciji v Španiji, ki prodaja umetnine, kot so slike in vaze. Kupci podjetja se nahajajo po vsej Evropi. To pomeni, da podjetja ima sedež v Španiji, pa kupci so povsod na svetu. Lahko v Sloveniji, lahko v Italiji, lahko v Nemčiji, kot želite. Gospa Novak je hrvaška podjetnica, je naletela na oglas podjetja Sala de Arte SL v eni od hrvaških revij o notranje oblikovanje. Maja 2022 je podjetje, potem ko je gospa Novak stopila z njimi v stik, sklenilo pogodbo, to je zelo pomembno, pogodbo s gospo Novak in ji priskrbilo 7 umetniških del. 7. Umetniška dela so bila dostavljena na Rijeko, Hrvaško. Njihova skupina cena pa je znašala 1200 €. To gre za postopke majhne vrednosti, ki mora biti maksimum je 5000, potem pa 1200 gre. V pogodbi je bila navedeno, da je rok za plačilo 25. junij 2020. Ker gospa Novak ni plačala računa, niti po dodatni poziv, se je podjetje odločilo, da bo v Španiji uvedlo evropski postopek za spore majhne vrednosti. Gremo dalje in imamo scenarij prvi. Umetniška dela so bila namenjena za kavarno gospe Novak na Rijeki, ki je tudi prebiva. Vprašanje prvi. Ali je špansko sodišče mednarodno pristojno? Zdaj ponovim. Gospa Novak živi ona na Rijeke, Hrvaške, je kupila umetnine iz Španije, ampak ni plačala. 7 je kupila, nič ni plačala. Zakaj? Ne vemo. Kasneje boste vedeli, zakaj ni plačala, ampak razlog so more. Lahko reči tako, nima rada ali je dobila napake, ali to ni obvezno. Je dobila, ampak ni plačala. Se zgodi. Vprašanje je tak, ali je špansko sodišče, ker ta podjetje je v Španiji, Valencija, ima sedeže tam, ali je špansko sodišče mednarodno pristojno? V tisto kesti. S Denisom ste že videli, če pristojnost, kako lahko resimo, če sodišče je pristojno ali ne, če gre za uredba za spore majhne vrednosti, ali gre za Bruselj 1, ali gre za Bruselj 1 bis. Potem pa verjetno poznate odgovor za vprašanje. Če poznate, lahko, če ni, potem pa jaz bom nadaljeval sam. Ja, mora tam, kjer ima sedež toženec oziroma gospa, tam bi moglo to podjetje tožiti, se pravi, ni pristojno špansko sodišče. Ok, to je vaše mnenje, hvala. Ali nekdo še ima drugo mnenje? Ne. Ok. Prav imate, tak je, ker gospa ima sedež, ona je državljanka Hrvaška, tam živi, tam njeno podjetje ima sedeže na Rijeke, potem pa oni morajo tožiti jo, ni v Španiji, ampak doma pri njene. Ja, in to je, tak mora biti. Če potem pa bojo tožili v Španiji, ni bo šlo, potem pa nič ne bojo dobili. To je elementarno. Zakaj? Zato, ker uredba o sporih majhne vrednosti ni vsebuje nobenih mednarodnih pravil o pristojnosti. Potem pa moramo gledati, kot Denis je rekel, Bruselj 1 ali novejše Bruselj 1 bis. Ok, v nadaljevanje, tam lahko dobimo odgovor na pristojnosti in tam lahko razumemo, da oni, tisto podjetja, morajo
tožiti ta gospa ni v Španiji, ker ona tam ni živi, ona tam nikoli ni žila, nič nima podjetja, nima tam sedež, ampak morajo jo tožiti na Hrvaškem. Na Hrvaškem morajo tožiti. In zdaj bomo gledali, kaj pravi uredba Bruselj 1 bis člen 4.1. Pravi, da ob uspoštevanju določb te uredbe so osobe sa stalnim prebivališčem v državi članici, ne glede na njihovo državljanstvo, tožene pred sodiščem te države članice. V skladu s pravilom o splošni pristojnosti v 4 člen uredbe Bruselj 1 bis se osobe sa stalnim prebivališčem v državi članici toži na sodišču te državne članice. Na sodišču te državne članice. Ker ima gospa Novak stalno prebivališče na Hrvaškem, upamo, da ona ima, ker ona je iz Hrvaške, ne? Potem pa tudi v skladu s to določbo pristojno Hrvaška sodišče. Španija nima nobene pristojnosti. Škoda, ne bo šlo, ampak samo na Hrvaškem. Imate tu sklep tudi, pristojnost 4, tak mi razumemo, potem pa jaz ne bom dolgo to. Gremo na drugi scenarij. Scenarij 2. Gospa Novak je umetniška, dela naročila za njen dom na Rijeki. Vprašanje 2. Ali je špansko sodišče mednarodna pristojna za odločanje? To je isto, ampak malo drugačna, če razumete. Ona zdaj ni je naročila za svoje podjetje, ne, ampak je naročila za dom na Rijeki. Potem pa je naročila kot navadni človek. Ni za podjetje, nima kontrakt, nima pogodbo, nič, samo za sebe. Kot navadni človek. Ne? Na Rijeke isto. Rijeka, Hrvaška, Španija, ampak ni kot podjetja, nima pogodba, ampak vseeno je naročila, vseeno ni je plačala. Zakaj ni je plačala? To lahko vi sami mislite zakaj. Ne? Tako. Je naročila, ampak vseeno ni je plačala. Lahko vseeno špansko sodišče je mednarodna pristojna za odločanje. Kaj je to zdaj? Lahko recimo, da nima pogodbo, potem pa lahko, zakaj pa ne v Španiji? Ali lahko tako mislimo? Zato, ker tukaj zdaj nimamo pogodbo, nič nimamo, ampak vseeno živi ona na Rijeki, lahko vseeno tožimo jo v Španiji. Isto odgovor bo verjetno, zato ker ne moremo jo tožiti, tudi če ona nima pogodbo za tisto način, ko ona je kupila. Je kupila, nima pogodbo, ampak živi ona kje ona živi na Hrvaškem, kje ona živi Rijeke. Tam lahko jo tožimo. Kot osebni človek, kot podjetja, tam moramo jo tožiti. Dejstva, da je gospa Novak umetniška dela naročila za svoj dom, bi vplivalo na karakteristiko spora. V teh okoliščinah se uporabi oddelek 4 uredbe bruseljske 1 bis. Zato, ker v spori majhne vrednote tam nič nimamo za pristojnost, potem pa to gre avtomatično na uredbe Bruselj 1 ali uredba Bruselj 1 bis. Potem pa gremo na oddelek 4 in bomo gledali, kaj imamo tu. Gremo na uredba Bruselj 1 bis. V zadevah v zvezi s pogodbami, ki jih sklene oseba, potrošnik, ni podjetje, ne, oseba potrošnik, za namen, za katerega se šteje, da je izven njegove poklice ali pridobitve dejavnosti, se pristojnost določi v skladu s tem oddelkom brez poseganja. Člen 6 in točka 5. A. Če gre za pogodbo o prodaji blaga na obroke, ne, prodaja. Če gre za pogodbo o pošiljanju s obročnimi odplačevanjem ali s kakršnokoli drugo ali posojila za financiranje prodaje blaga ali C. V vseh drugih primerih. Imamo tu, ker ona je kupila, imamo tukaj prodaja. Imamo prodaja. Gospa Novak kot fizični, tukaj ona je fizična oseba, ni je kot podjetje, kot fizična oseba sklene pogodbo za zasebne namene s podjetjem Sala kot trgovcem. Poleg tega je treba izpolniti dodatni
pogoi istočke A, B ali C. Imamo tisto pogodbe. Glede na to, da se je gospa Novak s tego seznanila s oglasom, objavljenim v hrvaškom reviji, je izpolnjen pogoj trgovca, ki svojo dejavnost usmerja v državo članico potrošnika. Kaj je sklep? Sklep je, da določitev pristojnosti v potrošnih sporih je odvisno od tega, ali je potrošnik tožnik ali tožena stranka. Vemo, da gospa Novak nič ni rekla, je kupila in tiho. Potem pa ona ni je toženka, ne? V obravnavanem primeru je gospa Novak tožena stranka, zato se uporabi člen 18 drugi uredbe Brusel 1 bis. Kaj imamo tu? Kaj reči uredba Brusel 1 bis? Druga pogodbena stranka lahko začne postopek zoper potrošnika samo pred sodišče države članice, v kateri ima potrošnik stalno prebivališče. Vemo, da gospa Novak ima stalno prebivališče, ona je državljanka Hrvat. Živi ona na Rijeke. Potem pa ta podjetja, Sala, mora tožiti jo samo na Rijeke. V Španiji ne bo šlo. Spet, kot podjetja ne bo šlo, kot osebne tudi ne bo šlo. Kot fizične osebe tudi ne bo šlo. Gremo dalje. Če nimate vprašanje, seveda, če imate vprašanje, lahko samo sklopite mikrofon in bom odgovoril. Gremo dalje na scenarij tretji. Tretji scenarij. Ne, scenarij 2b, prosim. Gospa Novak je umetniška dela naročila za svoj dom na Rijeke, ko ji je špansko sodišče posredovala kopijo obrazca zahteve skupaj s dokazilo in obraze za odgovor. Je nanj odgovorila, da s umetniškim deli ni zadovoljena. Zdaj pa vemo, zakaj ona nije plačala, ker ni zadovoljena. To je zanimivo. 7 je kupila, pa nije zadovoljena. Saj se razlikujejo od tistih, ki jih je videla na spletni stran podjetja. Kljub temu ni izpodbijala pristojnost španskega sodišča. To je zelo pomembno. Zelo pomembno. Zato, ker imamo dalje drugo vprašanje, boste razumeli zakaj. Ampak je dobila pismo gospa, je rekla, da nije plačala, zato ker ni zadovoljna. Ok, se zgodi, 7 si kupila, ona je gledala seveda v reviju, je naročila, pa je rekla, ok, nimam rada. Ok, se zgodi. Ampak je nekaj napaka, majhna napaka je naredila, če je napaka, ne? Ona nije izpodbijala pristojnost španskega sodišča. Je rekla, ja, ok, lahko tožite, če želite, ampak jaz nisem zadovoljna, zato ker nimam rad tiste slike. Dalje imamo vprašanje, ali je špansko sodišče v tem primeru mednarodna pristojna za odločanje. Gospa Novak nič ni rekla, ni bila proti, je rekla samo, da ni plačala, zato ker nima rada. Trenutno, ali je tokrat špansko sodišče v tem primeru, ni v prvem primeru, ni v drugem, ampak v tistem primeru, so oni mednarodna pristojna za odločanje. Kaj mislite? Kaj mislite? Da odgovor? A bi šlo tukaj za prorogacijo, pač da pristane na to, da se vodi, samo nisem siguren, a je možno to v potrošniškem sporu. Da se, če se spusti v spor, da pač postane pristojno. Samo nisem siguren, da je v tem sporu to možno. Ok, zanimivo. Hvala, Luka. Ja, spet, jaz ponovim. Ona je dobila neke notne od sodišče, ampak je rekla, ja, resna, da je kupila tisto umetniške, 7, nima rada, zakaj nije plačala, nima rada, nije vrnila, nije dala nazaj, nije pošiljala nazaj, nič, tiho. Je rekla, nima nobene težave s pristojnost sodišče, špansko sodišče, nič nema narobe, nič nije rekla. Potem pa, ali je špansko sodišče pristojna, seveda, ja, zakaj, bomo videli. Bomo videli v
se vo uredba Bruxelles 1 bis, člen 26, poleg pristojnosti, ki izhaja iz drugih določb te uredbe, je pristojno tudi sodišče država članice EU, razumemo, ne? Pred katerim se toženec spusti v postopek. To pravilo pa ne velja, če je spustil v postopek, da bi ugovarjal pristojnost ali če v skladu s členom 24 izključno pristojnost drugo sodišče. V zadevah iz oddelek 3, 4 ali 5, v kateri je toženec zavarovanec, upravičenec iz zavarovanja, oškodovanec, prostočnik ali delavnic, sodišče pred prevzemom pristojnost v skladu s odstavkom 1 zagotovi, da je bil tožencu zagotovljen pravni pouk o njegovi pravici, da ugovorja pristojnost sodišča. Moraš ugovoriti pristojnost. Če ni ugovoriti, potem pa pristopnost lahko gre daleč. To je zelo, zelo pomembno. Ona mora ugovoriti pristojnost sodišča. Lahko ona reči, da oni so iz Španije, ona pa živi na Rijeke, potem pa oni nimajo pristojnost in to je to, konec postopek. Ampak ni rekla, je rekla vse ok, ni je plačala zato, ker vete zakaj in potem pa ona ni ugovorila pristojnost sodišča. Gremo dalje. Gospa Novak ni ugovarjala, kot sem rekel, ne, ugovarjala pristojnost španskega sodišča, vložila je le odgovor na zahtevek. V teh okoliščinah lahko postane špansko, samo v teh, ne, špansko sodišče mednarodna pristojna v skladu s členom 26 uredbe Bruxelles 1 bis. Samo tokrat, ne, zato ker ona ni ugovorila. Seveda ona ni pravnica, ne, ni ve, potem pa ni odgovorila. Če ona mogoče je bila na seminarju, ne, naše izobraževalne seminarju, potem pa ona bi vedela, ne, da mora ugovarjati pristojnost španskega sodišča. In to bo to. Ampak ni je in potem pa trenutno lahko španske sodišče morajo biti mednarodna pristojna. Tudi če ona živi v Sloveniji ali na Hrvaškem ali v Italiji, vse eno. Sklep ne rabimo, zato ker mislim, da ste razumeli. Gremo dalje na študij primera 2. Če imate nekaj vprašanje za študij primera 1, imate nekaj vprašanje, gospa Novak in tak, če imate vprašanje, lahko. Če ni, potem pa gremo dalje sa študija primera 2. Gremo. Dejansko stanje, kaj je zgodila? Zakaj imamo tisto primer? Ful zanimivo je, bo se videti zakaj. Bea je nemška državljanka, rezervira let za njo in njeno 7-člansko družino. Ok, to ni običajno, ne? Ampak recimo, da je ok tak, ne? A ti mami pa 5 otrok. No, se ne zgodi kaj. Potem pa ona in družina grejo na počitnice nekam, ne? Pri Alitalia, ne? Iz Frankfurta v Rim. Ona je Nemka, gre v Rim. Ok. Letalo pristane 3 ure, 3 in 11 minut pozneje od pričakovanega časa pristanka. Ok, 3 ure pa 11 minut. Mogoče družina so jo čakali, mogoče ona ima neke pogodba, neke zelo pomembno biznes in je vse zgodila, mogoče. Ampak vemo, da Alitalia je prišla s zamudo 3 ure 11 minut. Posledično Bea ni tak nemška ime, ampak gremo tak dalje. Bea v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in računu svojih sorodnikov vloži zahtevek s obrazem A, majhne vrednosti, evropske postopki, na sodišču v Rimu, kjer ima sedež Alitalia. Zahteva odškodnino v skladu s uredbo sa znesko 250 € za vso družino skupno, ker oni so 7 ljudi, 5 otrokov in mož, 7, za vse družino stane 1750 € skupaj s obrestmi, sodnimi taksami in drugimi izplačili. Vprašanje ali scenarij, prvi scenarij, ne?
BEA wprawdzie nastąpka bez poblaszeńca. Gre ona sama. Fraszany piewa. Ali lako sodysze. Zawerny zaktywek saj bi po italianskim prawu bio moral zastąpić odwietnik. Odgovor imate, ne, zato kaj sem mislil, da to je italijansko pravo, potem pa mogoče niste pripravljeni za tega, potem pa nisem hotel vas tako težko vprašanje dati, imate odgovor. Ne. V skladu za uredbo majhne vrednosti postopki, zastopanje po odvetniki ni potrebno. Ni potrebno, ampak v Italiji je potrebno. Zdaj pa kaj imamo, kaj je problem? Kaj sodniki morajo reči? Ali bojo šli za uredbo evropske postopke majhne vrednosti, ali bojo šli za italijansko nacionalni zakon? Kaj bo? Kaj lahko recimo? Zastopanje s odvetnikom ali drugim pravnim strokovnjakom ni potrebno po evropski postopki majhne vrednosti. Ampak v Italiji je zelo pomembno. Kateri odgovor je bolj ok? Kaj mislite? Kaj mislite? Če lahko? Tukaj imate na slide, da odgovor ni prav, ker v Italiji oni imajo drugačne. Ampak kateri uredba je najboljše? Če imamo evropski postopek in italijanski zakon tu, kateri ima pristojnost, ne? In tu je italijanski zakon, ki reče, da pred mirovnim sodiščem lahko stranke nastopajo same leče ekonomska vrednost spora ni presega 1100 evrov. Ampak vemo tu, da ta gospa BEA pričakuje koliko? 1700. Ne? Potem pa kaj mislite? Kateri uredba je najboljše v tisto tukaj? Kateri uredba je najboljše? Gremo na člen 19 uredba, ki jasno določa, da se nacionalna procesna prava uporablja za vse zadeve, ki jih uredba ne zajema. Če ne zajema, ne? Nasprotno pa v zadevah, ki jih zajema, evropski postopek majhne vrednosti prevlada uredba. Prevlada uredba. Zato lahko BEA, ki verjetno je študirala pri nas, lahko BEA nastopa v postopku sama, brez odvetnika. Nobene ona ni rabi, sama lahko. Zato, ker tisti punkti so v uredbi bruselske, so v postopki majhne vrednosti. Potem pa ona lahko sama. Ni glede na to, kaj določa italijanski zakon. Lahko. Ona lahko sama. Nobene težave, ker tam je v bruselske uredbe. Ali ste razumeli? Ne? Če uredba določa rešitev, potem pa nacionalni zakon nič ni tam ni rabi. Samo gremo po uredbe evropske. Ampak če uredba evropske nič ne govori o tem, potem pa moramo iti po nacionalni zakon. To je zelo pomembno. Gremo dalje. Scenarij drugi. Recimo, da BEA ne zahteva ustnega zaslišanja in da Alitalia ne predloži odgovora. Mirovni sodnik razsodi, da na podlagi obrazložitve zahteva in dokumentov priloženih na zahtevo. Na to Alitalia vloži pritožbo, zopet odločbo in trdi, da mirovni sodnik ni presodil okoliščin pomembnih za zahtevek in ni pravilno ocenil dokazov. To je Alitalia. Prvo vprašanje. Ali je pritožba utemeljena tako glede postopka kot glede odločitve? In razumemo, da uredba bruselska ni določa, ali bi se na odločitev sprejeto v skladu s uredbo
pristojnost majhne vrednosti lahko pritožili. Vprašanje pripušča državam članicam. Kot sem rekel, če uredba nič ne govori o tem vprašanju, potem pa nacionalna uredba lahko odgovori za tisto vprašanje. V zvezi s tem članek 25 uredbe bruselska država članice obvezuje, da Evropska komisija obvestijo o rešitev, ki velja v njihovem pravnem sistemu, da bomo vedeli, kaj oni mislijo, zato ker vse države imajo svoje sisteme, potem pa če oni nekaj drugačna rešitev berejo, potem pa lahko oni morajo obvestiti komisijo, ki bo seveda bo glasil tisto rešitev na njihove stranke, v žurnale in tako, da ljudi bojo vedeli, kaj se to postopek gre v drugo državo. Torej, v tisto drugi scenariju, kateri je odgovor? Če je pritožba utemeljena, to v bruselska uredba ne vemo, potem pa samo država mora reči, ali je ali ni. Gremo dalje. Imate tukaj uredba 17, ki reči, države članice obvestijo komisijo, kot sem rekel tukaj, oni morajo obvestiti komisijo, ali so po njihovem procesnem pravu dopustna prava sredstva zoper sodbo izdano v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti in v kakšnem roku. To potem pa to ni od uredba, to ni od uredba, ampak nacionalna zakonodaja. In oni morajo obvestiti komisijo. To je zelo pomembno. Gremo dalje v tretjem scenariju. Recimo, da Beja zastopa odvetnik, to je v prvem scenariju, ona je mogla iti sama, ker nič ne porabi, nič ne rabi, ni rabi odvetnika, ni rabi prevajalska, nobene, samo lahko ona. Ampak imamo nekaj drugo scenarij zdaj. Recimo, da ona zastopa odvetnik in da njen zahtevek potrdi mirovni sodnik. Recimo tak. V svoji odločitvi sodnik odvetniku dodeli nagrado za njegovo delo v znesku 75 evrov. Ni glede na prošnjo Beji, da se odvetniku dodeli nagrada v znesku 500 evrov. Beja odločitev izpodbija s pritožbo na sodišče v Rimu. Vprašanje 3. Ali je pritožba utemeljena? Ona bi dala 500 evrov kot nagrada, ona bi dala več. Dobro je, bi dala več. Ampak sodišče reče pa drugo. Kako lahko pritožba je utemeljena, ja ali ne? Vemo, da iz procesnega vidika, kot je navedeno zgoraj, kot prej sem rekel, Beja v skladu s italijansko zakonodajo, ker tukaj samo italijansko zakonodajo, ker to uredba bruselska nič o tem ne govori. Glede italijansko zakonodajo lahko na odločitev pritoži pred sodiščem v Rimu. Kar zadeva utemeljenost zahteva, je edina ustrežna določba uredba Evropski postopek majhne vrednosti v zvezi s pravnimi honorarji članke 16, bomo to gledali, ki prepoveduje dodelitev nepotrebnih in nesorazmernih taks. Tukaj vemo, da uredba bruselska prepoveduje dodelitev in nepotrebnih. Če je potrebna, lahko, ampak če ni potrebna, vseeno vemo, da tukaj ne rabimo odvetniki. Ni tako pomembno, ne rabimo odvetnika. Ampak če boste najeli odvetnika, ne rabite plačati kot želite, ali 1000 ali milijoni, ne. Potem pa ni potrebne in niso razmerne takse, so prepovedane. Imamo tukaj člen 16 uredbe, ki reči, stroške postopkov nosi stranka, ki v pravdi ni uspe. Če ona bo uspela, potem pa zakaj? Vendar sodišče ni prisodi povračila stroškov v stranki, ki v pravdi uspe. Koliko so ti ni upravičene ali
nisu razmjerni zahteva. Uredba vse druge zadeve v svezi s dodelitvijo stroškov postopka prepušča nacionalni zakonodaji. Potem pa to je bo odvisno spet od italijanske zakonodaje. V Italiji, kaj pravijo? V Italiji honorar za odvetnike določa uredba Ministerstva za pravosodje od 2014 v štati 55, v skladu s katero bi morala biti plačilo za odvetniške storitve sorazmerno s vrednosti spora in obsegom opravljenega dela. Torej, kot sklepne, tukaj imamo 1750 evrov, znašala med 600 evrov in 2200 evrov. Spet, naj bi povprečno plačilo za zastopanje v postopku pred mirovnim sodiščem, katerega ekonomska vrednost je 1750 evrov. Znašala med 600 evrov, ta gospa je rekla 500 evrov in 2200 evrov. Je hotela ona plačati 500 evrov. Potem pa lahko, če ona želi, ker zakonodaja italijansko ni drugačno ni reči. Potem pa, če ona želi, ona ni rabi, če ona želi, ona lahko plača med tak, ne? Ampak ni previše, ni premalo. Zahtevek B je zato utemeljen, ker je sodba mirovnega sodnika glede honorarjev odvetnikov dosledno nižja od povprečne vrednosti takšnih honorarjev. V podobnem primeru je sodišče v Rimu na pritožbo na odločitev mirovnega sodnika, ki je odvetniku dodela 75 evrov kot plačilo, presodila, da je znesek dodeljen odvetniku neznaten in žalil za njegov poklicno dostojanstvo in razlevila odločitev. Če bi ja želi plačati več, ona lahko plačati več, ampak ona ni rabi, ker ona lahko tudi gre sama v postopek in ni rabi odvetnika. To je to za drugi primer. Če imate neke vprašanje, lahko. Kaj je bilo v drugi primer? Ena gospa Beja je šla v Rim, je iz Nemčije, je šla v Rim s družino in je prišla s zamudo 3 ure, potem pa je tožila ali Italijane in ali je to utemeljeno? Ja, lahko. Ona lahko tožiti brez težave, lahko ona sama tožiti. Seveda lahko ona sama odvetnika ne rabi, prevajalke ne rabi, nič ne rabi. Samo želja, da iti v sud in to je to, ne? Potem pa je tožila, če lahko, lahko. Lahko zmagala, seveda. Če uporabi odvetnika, mora plačati, ja, ampak plača ta stranka, ki ne uspeje v postopek. In to je to. In če ona bi plačala, potem pa ona bi razmerno plačala. Ni boljše, ni manj, ampak razmerno ona mora plačati in to gre odvisno od zakonodaja država tam, ki je postopek se zgodi. To je to. To je drugi primer. Zdaj gremo dalje v tretji primer, ki je o Sloveniji, ne? Ker tisti primer je o državljan Sloveniji. Kaj je zgodila? Tukaj kateri zgodbe imamo? Jernej, ampak lahko neke druge imene. Jernej je slovenski državljan. Je odšel na obisk k prijateljem v Franciji, recimo Pariz ali Nice. Vseeno. Na letališču je uporabljal storitev Magic Rent, francoske družbe na najem avtomobilov s sedežem v Parizu. Po 5 dneh je avto vrnil v skladu s najemno pogodbo, vendar je bil prisiljen povrati znesek 485 evrov za slabo razvanje z vozilom. Tak so rekli. Jernej je izpodbijal zahtevano, a je na to uklonil in poravnal znesek, saj ga je čakalo letalo. So rekli, da on mora plačati. Letalo čaka, ali on bo tam, ni bo plačal in bo dolgo razlagal, zakaj je zgodilo, zakaj pa to in bo izgubil letalo, ali hitro gre nazaj, verjetno, ker on ima nekaj denar tukaj v Sloveniji, hitro gre nazaj in plača tisto denar, ko oni želijo. On pa je plačal, zato ker nima časa. Je plačal. Gremo dalje. Nekaj dni po vrnitvi v Slovenijo je podjetje Magic Rent poklicala Jerneja in zahtevala plačilo dodatnih
Sai enkrat on je plaća, potom pa dodatno lahko še plačate. Dodatni 950 evrov za škodo, kateri, ne? Za škodo na avtomobilu, ki so jo opazili kasneje. Se razumete sami, ne? Kasneje, kdaj, dojene je bilo ali kdaj, to ni vemo. Ampak oni so klesali pa so rekli, halo, si že plačal enkrat, pa lahko še malo več, dvakrat boljše, zato ker smo nekaj škodo spet našli po tebe, ne, kasneje. Francoska kompanija predložila nekakršni dokazil, kaj nimajo, ne, o škodi. Nič nimajo, ampak on mora plačati. Jernej je med vračanjem v Sloveniji zbolel COVID-om in je po vrnitvi bil hospitaliziran za 10 dni v mariborski bolnišnici. Lahko, ne samo Mariborni, lahko tudi v Ptuju ali kaj, ne. Ampak je bila v bolnici za 10 dni. Ok, to je zgodba. Ta je zgodila in to je ni resnična zgodba, ampak je zelo podobna na resnična zgodba. Boste videli v koncu tisto predstavitev. Okay? Bom vam dal primer, ne, ki je v resnično je zgodilo. Ni v Franciji, ampak v Malti, ne, na Maltah. Potem pa boste videli. Gremo dalje. Prvi scenarij. V času hospitalizacije je Jernej v domač nabiralnik prijel obrazca C in D, to je odgovor, ne, to pomeni, da on mora plačati, ne, pa D pomeni, da sud je rekel, da je ok, potem pa on mora plačati. On je dobil obrazca C in D evropskega postopka v sporih majhne vrednosti. Okay. Koliko on mora plačati, koliko oni so rekli? 950, manj kot 1000 evrov. Prej on je plačal 400 evrov, ne, oziroma 500, zdaj pa oziroma 1000 evrov. Vse je ok, lahko, to gre za majhne vrednosti spor, ne, to gre. Ok, gremo dalje. Vprašanje prijava. Kaj lahko stori Jernej? Škoda, da imamo tukaj odgovor. Kaj ste že videli, ne? Kaj to je zanimivo, ne? Odgovor je tako enostavno tukaj, ne? Kaj lahko stori Jernej glede na to, da je dal časa bil hospitaliziran v bolnici? Nič ni dobil, je bil v bolnici in zdaj on mora plačati. Kaj lahko on stori? Kaj lahko? Odgovor. Člen 18 uredbe omenja minimalne standarde za preskus sodbe. V točki 1b je navedena višja sila ali izredne okoliščine, v primeru katerih lahko, ni obvezno, ampak lahko, če ne, če sodniki mislijo, da ali tako ne, oni morajo rešiti, ne, lahko sodišče zahtevek ponovno preuči oziroma pregleda. COVID pa je, kot veste, ne, svoj naravi, pandemija, vpliv na praktično vse države sveta, ne, pa Francija, pa Slovenija, tudi kaj je, ne, je Slovenija, pa je bil tu, je bil v bolnici tukaj v Mariboru, potem pa in dejstvo, da je Jernej bil hospitaliziran, zadostuje za izpolnitev kriterija. Ne, če sodniki tako mislijo, ne, da on je bil resno v bolnici, ne, in tako, potem pa je neki kriterija, nekaj to je bil pandemija, to je nekaj izredna, potem pa lahko, recimo, da on izpolnil tisto kriterije, više sile oziroma izredne okoliščine, ki niso odvisno od njegove želje. Kaj imamo tukaj v točke B odstavka člena 1 uredbe? Rečjo, tožena stranka ni mogla, ne, kdaj sodniki lahko rečejo, da postopek ni gre. Tožena stranka ni mogla izpobijati zahteva zaradi više sile ali izredne okoliščine brez njene krive. To se zgodi, naprimer, nekam greste, potem pa ste imeli neke ful težave, ampak to ni vi niste kriv. Naprimer, je zgodila vojna med država, naprimer, ne, kaj boste naredili? To ni vi. Potem pa, lahko gre se vse, potem pa so rekli, jaz bi plačal, ampak tokrat je zgodila nekaj više kot mene in potem pa nisem mogel preplačati, potem pa lahko sodniki mislijo, da seveda to gre, ne, ampak to je odvisno od sodniki, ne. Če oni mislijo, da to gre, potem pa lahko, to ni pomeni, da odvisno, ampak lahko, to je zelo pomembno. Odstavek 3 članke 18, kaj glasi, kaj reči? Če sodišče zavrne zahtevo za preizkusi iz odstavka 1, ker za to ni podan noben od razlogov za preizkus iz navedenega
postavka ostane sudbi v veljavi. Če sodišče odloči, da je prekus utemeljen, če ne, to je zelo pomembno. Če sodišče odloči, da je prekus utemeljen iz enega od razlogov, imate, ne, če razlogov ni misli, da lahko, ne, ampak če oni gre za, je sodba izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti nično. Potem pa ni velja. Vseeno. Nično. Tudi če pride v drugo državo in tako, vseeno je nično. Vendar točista stranka ni izgubi pravic, ki izhajajo iz morebitnega predganja prekluzivnih ali zastaralnih rokov, če se takšno predganje uporablja po nacionalnem pravu. Ne? Potem pa, če sodišče bo rekli, da on je bil v bolnico, on nič nije dobil, potem pa on ima še časa, potem pa lahko ali nično, ali kot sodniki bojo rekli. Gremo dalje. Vprašanje drugi. Katere možne ukrepe lahko sprejejo sodišče? Oni tudi imajo različne možnosti. Katere lahko? Kaj oni lahko rešijo tisto? Katere možne ukrepe lahko sprejejo sodišče? Odgovor je, da razen članek 18 lahko sodišče na zahtevo stranke odloči, da uporabi član 23 s naslovom preknitev ali omejitev izvršbe. Ali lahko preknitev, potem pa nično, ali omejitev. Ne, lahko omejenje. Po členu je navedeno, da gremo gledati, kaj uredba reče. Kada stranka vloži pravna sredstva zoper sodbo izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti, ali je vloga takega pravnega sredstva še vedno možna, ali je stranka vložila zahteve za preskus sodbe v smislu člena 18, lahko pristojno sodišče ali pristojni organ v državi članici izvršbe na zahtevo stranke, proti kateri je vložena izvršba, omeji, potem pa lahko biti omejenje, omeji postopek izvršbe na začne ukrepe ali poguje izvršbo s predložitvijo jamstva, ki ga samo določi, ali zadnji variant, zadnja opcija, ali v izjemnih okoliščinah, kot smo rekli, to je nekaj izjemnega, ne more biti, ali izjemnih okoliščinah prekinje postopek izvršbe. Uredba 23. Tu je. Člen 23. Gremo dalje. Vprašanje 3. Ali lahko sodišče prekine izvršbo? Samo tako. Če lahko. Seveda, kot smo videli, če sodniki mislijo, da Jernej nije imel nobene šanse, Jernej nije bil kriv, da nič, lahko oni rečejo, da lahko prekinejo izvršbo, ali lahko omejijo ga, ali lahko drugačne. Potem pa, če samo vprašanje je, ali lahko prekinejo, lahko. Točka s člena 23 tukaj je bila, reči, da oni imajo prav, da če želijo, oni lahko prekinejo izvršbo. Scenarij drugi. Podjetje Magic Rent je 7 dni po pogledu sodbe Jernej po elektronski pošti obvestilo, da bodo proti njemu vložili še en zahtevek zaradi druge dodatne nepopravljene škode na avtomobile. Potem pa vsaki mesec oni nekaj pošiljajo. Potem pa, če oni enkrat je plačal, potem pa lahko spet plačati, vse eno. Vprašanje, ali lahko pristojno sodišče ugodi zahtevo podjetja Magic Rent? Odgovor je ne. Zakaj? Gremo gledati, kaj reči člen 22, ki reči tak. Pristojno sodišče v državi članice izvršbe na zahtevo osebe, proti kateri je vložena izvršba, odkloni izvršbo, če je sodba izdana v evropskem postopku v sporih majhne vrednosti nezdružljiva s prejšnjo sodbo, izdana v katerikoli državo članice. Če
A je prejšnja sodba temeljila na istem dejanskem, to je res judikata, na istem dejanskem stanju in je bil izdana med istimi strankami. Isto je bil problema, isto. Škodba s avto, enkrat je plačal, potem pa še drugi, isto, nič novega. Potem pa sodniki ne morejo spet isto rešitev. Potem pa, če isto, potem pa ne bo šlo. B, če je bila prejšnja sodba izdana v državi članice izvršbe ali izpolnjujejo pogoje potrebne za priznanje v državni članice in če nedružljivost ne bila in ni mogla biti uspoštevana kot ugovor v sodnem postopku v državni članici. Ko ste razumeli, to gre za res juridikata. Če že oni so dali odločitev, in potem pa sodniki so rekli, da ne, in isto potem pa spet pošiljajo nazaj, isto, ni bo šlo. Potem pa to je člena 1.22 uredba za majhne vrednosti. Lahko gledate in boste razumeli. Gremo dalje. Vprašanje 5. Ali lahko podjetje majhnih vrednosti vloži enak zahtevek v drugi državi? Ta podjetje je v Franciji, v Parizu. So vložili, ni šlo. Ali lahko grejo v Španiji, naprimer, ali nekaj tam v druge države EU, potem pa lahko vložijo. Mogoče tam bojo uspešni. Seveda ne. Vseeno, ki oni vložijo. Ali doma, ali tam. Če je tam brez judikata, potem pa vseeno ne bo šlo. Mislim, da razumete. Gremo dalje na zadnji scenarij. Scenarij 3. Jernej je med svojo raziskavo odkril, da podjetje Magic Rent manipulira. To smo razumeli. Enkrat si plača, potem pa drugi lahko plačaš. Nobene fakt nimajo, ampak samo plače. Zato, ker si vozil in avto in škodba, kateri ne vemo. Manipulacija. On je našel, je razumel, je nekasneje, da Magic Rent manipulira in vrši pristik na svoje stranke z namenom, da od njih pridobijo denar, kot on je plačal. S podpornimi dokazi se odloči izpodbijati trditve podjetja Magic Rent in vloži nasprotno tožbo. Lahko. Nasprotno tožbo, v kateri zahteva povračilo 485 evrov, ko on je plačal vnaprej, če ste brali v začetek. On je plačal, prvi dan je plačal tisto denar, ki jih je plačal v Parizu, tokrat. Vprašanje. V primeru, če bo nasprotni tožbi ugodena, če sodnik bo lahko, ali bo za izvršitev sodbe potreboval pooblaščenca v Parizu. Smo videli v tisto primeru s Beja iz Nemčija, da ona ni potreba pooblaščenca, ni potreba, lahko ona sama, ona gre, pa če želi, seveda, če ona želi, lahko tudi gre so odvetniki, nekaj v Italiji, to je bila v Italiji, oni rabijo odvetniki za postopke, ampak vemo, da v uredbe evropske postopke za majhne vrednosti ne rabimo odvetniki, ne rabimo prevajalci, nič ne rabimo. V tisto primeru Jernej, ki bo obtožil ta podjetja, ki ima sedež v Parizu, ali bo on potreboval pooblaščenca v Parizu? Kaj mislite odgovor? Seveda ne bo potreboval. Isto kot Beja v primer, ki mi smo videli s vami. Zato, ker odstavek 3 člena 21 reci, da stranki, ki zahteva izvršbo sodbe izdane v evropskem postopku v sporu majhne vrednosti v drugi državni članici, ni treba imeti kaj? Pooblaščenca ali poštnega nasloga. Ni treba. Potem pa Jernej tudi nič ni treba. Dalje imate uredba, tu je razglašeno in tu zadnji, tukaj imate tisto pravni fakt, nekaj res ne je zgodilo. David Moore proti Goldcar Rental, pa to je bila v Malta. To je zelo podobno na tisto primeru, ko smo imeli. Goldcar Rental je bil isto kot ta podjetja. Prihajajo ljudje
examen auto, putem pa complicar na zero, ok, nici munguci, nici putem pa dobi o pismo doma, morate plaćati 1000 euro, zato că smo našli neke majhne probleme s auto, zato că vi ste vozili in putem pa morate plaćati intak. Običajno ljudi plaćaju că nimaju moguće časa, ne tožiti, ali nimajo izobrazba kot pravniki, ali kaj ne, potem pa plačajo. Kaj, 300 euro, ok, plačajo, 200 euro plačajo, ne. Tak je naredi golska renta.